najzvestejši višarski romarji. V deželi, kjer je živel naš odrešenik, bi bogato plačali za ta blagoslov, za tole vodo. Tukaj nam malce narobe hodi. Lepo pozdravljeni na 33. romanju treh Slovenij. Bomo kar začeli s kulturnim programom. Med nami lepo pozdravljam kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Sedaj bom pa prosil naše klarinetiste, da nadaljujejo in nas razveselijo še s kakšno poskočno pesmijo. Prosim.
lepo vas pozdravljam nadaljavo. Zelo mi je žal, da se ne moremo videti v živo. Najbolj razočaran na tem, da sem zamudil, bi bil verjetno moj pokojni oče, ki je vedno prišel kak dan prej v taki situaciji in ni gamblal kot jaz. Ampak vseeno upam, da bom lahko podelil z vami nekaj misli. Sicer sem dal svojemu predavanju naslov Čas prostosti, s čimer sem hotel poudariti najpomembnejšo lastnost dogajanja pred približno 30 leti, ki je v Sloveniji trajalo nekje od leta 1988 do leta 1992 in se v marsičem močno razlikuje od časa, ki ga živimo danes. Mogoče odločitev, da predavanje o letu 1991 in naših dneh zaupajo meni, ni bila najboljša. Že takoj na začetku se moram namreč spovedati, da sodim med vernike v to leto in čas pred njim, da na podlagi takratnih dogodkov ocenjujem številne pojave doma, v Evropi in po svetu, in da si ne dam zares reči, da to obdobje ni bilo dosedanji vrhunec zgodovine, česar kot zgodovinar seveda sploh ne bi smel početi. To je toliko bolj nenavadno, ker se sicer z naslado norčujem iz vernikov v druge, poprejšnje revolucije in prelome. Leta sem potreboval, da sem se vsaj za silo spoprijateljil štajerskim velikanom, prelatom Francem Kovačičem, po katerem se imenuje celo naše mariborsko zgodovinsko društvo. Pa je bil edini možev greh, da se je nespodobno navduševal nad slovenskim vstopom v kraljevino SHS in v njem gledal tako rekoč zveličavno dejanje. Čeprav ga danes vsaj približno razumem ali ga poskušam razumeti, gledam v njegovem pridušenju nad mladimi, ki da ne cenijo dovolj južnoslovanske države, še vedno zgolj stokanje starca, ki ga je povozil čas. Enako neprizanesljiv sem seveda do vernikov in vernic v revolucijo leta 1945 in v zadnjem obdobju tudi do posvetnih in cerkvenih vernikov v revolucije v 60 letih 20. stoletja v Evropi. V vseh si upam gledati domala smešne poveličevalce zavedno izginule preteklosti, ki nima z našimi dni nobene zveze. Precej manj kritičen pa sem do svojega odnosa do svoje revolucije. Zdelo se mi je pošteno, da omenjeno povem takoj, saj verjetno precej niža vrednost mojih modrovanj, ki bodo sledila. Ko imenujem leto 1991 čas prostosti, hočem s tem poudariti zase ključno značilnost sorazmerno kratkega kronotopa, ki ga v Sloveniji v glavnem zamejujeta letnici 1988 in 1992. Celo v demokratičnih razmerah in v okoljih z daljšim demokratičnim izročilom, kot je slovensko, so redki trenutki, ko je občutek prostosti bolj ali manj splošen. Iz evropske zgodovine poznamo celo zglede, ko sta nebrzdan občutek svobode in brutalna diktatura povsem skupaj, kot se je recimo zgodilo leta 1917 in 1918 v obeh fazah ruske revolucije. V takih trenutkih je bistvenega pomena, da se zruši zid strahu, ki je prej vladajočim omogočal nadzor nad prebivalstvom. V Sloveniji, Jugoslaviji in sovjetskem planetarnem sistemu je ob koncu 80. let tako zrušenje zidu v glavah, ki mu je sledilo porušenje dejanskega berlinskega zidu, omogočil kompleksen preplet okoliščin, ki je po eni strani ustvaril precejšnjo enotnost med ljudmi, da se nekaj mora spremeniti, po drugi strani pa močno načel verodostojnost oblastnikov. Tako pešajoče gospodarstvo in vsaj v slovenskem primeru tudi občutek, da prispevek v skupno malho bistveno presega tisto, kar Slovenija iz nje dobi, gotovo odigrata pomembno vlogo. A čas prostosti je praviloma povezan tudi s krepitvijo skupnostnih identitet. In tu je za Slovence močan sprožilni moment, uvajanje skupnih jeder v izobraževanju ob hkratnem strahu, da se bo jugoslovanstvo krepilo na račun slovenstva,
kar bi v praksi pomenilo jezikovni povzdik srbščine na račun slovenščine. Omenjena točka je imela ravno tako močan združevalni potencial kot nezadovoljstvo zaradi praznih polic, brez banan, bencinskih bonov ali deviznih depozitov. Velik del slovenske skupnosti je v teh ukrepih prepoznal izdajo temeljnega načela, na katerem je temeljil že sicer slabo premišljeni, a v tedanjih razmerah neizbežen vstop v prvo južnoslovansko državno tvorbo po prvi svetovni vojni. Omenjeno načelo je bilo, da se položaja slovenščine in slovenske kulture v slovenskem delu Jugoslavije ne sme postavljati pod vprašaj. Zato ni presenetljivo, da je slovensko-srbski spor v drugi polovici 80. let 20. stoletja edinkrat in začasno zamenjal srbsko-hrvaškega kot osrednji dogajalni lok v Jugoslaviji. Vprašanje slovenskega jezika je ob športu ena tistih redkih točk, na katerem je mogoče še celo danes vzpostaviti dokajšnjo slogo med Slovenci. Bistveno manjša pa je, kot je bila še pred 30 leti, zaloga kulturnih vsebin, ki bi jih velika večina našega občestva prepoznala kot bistvene in skupne. Končno o tem priča že bistveno drugačna vloga pisateljskih združenj, v prvi vrsti Društva slovenskih pisateljev pred 3 desetletji in danes. A tu smo že pri stvarih, ki naš čas ločijo od leta 1991. Vsekakor pa bi že zdaj izpostavil veliko vlogo identitetnih vprašanj v prelomnih časih, ko se zdi, da je vse mogoče. Zato ni presenetljivo, da je prevpraševanje jugoslovanske skupnosti, smiselnosti slovenskega vztrajanja v njej in tudi rigidnega in gospodarsko neuspešnega političnega sistema naplavilo tesno povezavo med razmislekom o prihodnosti in razmislekom o preteklosti, pri katerem se je začenjal počasi kazati več kot vprašljivi in zlasti na revolucionarnem nasilju utemeljeni temelj povojne oblasti v Sloveniji. A če je v tem pestrem čilimu, ki je bil stkan zaradi zunanjih okoliščin, vsakdo našel kaj zase, to nikakor ni pomenilo, da so bile za vse ali vsaj za večino enako pomembni isti poudarki. Prav ob vprašanju, koliko se mora nova Slovenija iz časa prostosti distancirati od svoje obremenjene socialistične in jugoslovanske predhodnice, smo se Slovenci sorazmerno kmalu razšli. Vendar se je do konca časa prostosti v ožjem smislu zdelo, da bo mogoče ob osnovnem konsenzu o državni osamosvojitvi in prehodu v liberalno-demokratično ureditev vzpostaviti vsaj zasilni konsenz tudi o zgodovinskih temeljih skupnosti, ki bi bili zdravi in kakršne so v tistih letih vzpostavljali v praktično vseh srednje in vzhodne evropskih državah. Opozoriti je seveda treba, da je Slovenija zunaj sovjetskega prostora vendarle celo v dogajanju okoli leta 1991 predstavljala izjemo. Prelom je bil namreč izrazito polovičen in ga je najbolj poosebljala izvolitev Milana Kučana za predsednika predsedstva aprila 1990, za katero lahko rečem, da je slovensko volilno telo na nobenih kasnejših volitvah podobnega kova ni preklicalo in je torej svoji izbiri ostalo zvesto. Delno je polovičnost spodbujalo dejstvo, da je bilo treba v času prostosti voziti slalom med osamosvojitvijo in demokratizacijo, kajpak na škodo druge. Tej izbiri takratnih akterjev seveda ne kaže oporekati, ker je bila konfrontacija ob osamosvajanju veliko bolj tvegana, poleg tega pa je bila podpora polni osamosvojitvi Slovenije sicer večinska, ne pa samoumevna in verjetno ne tolikšna, kot jo kaže plebiscitni izid. Zato si prej vladajoče strukture po eni strani, vsaj po plebiscitu, niso mogle privoščiti glasnega navijanja za obstanek v jugoslovanskem okvirju, Demos pa se ni mogel odločiti za neupoštevanje teh struktur. Obenem je šlo, kot rečeno, tudi za vprašanje ločevanja od povojne politične mitologije, kjer se večina Slovencev do danes ni bila pripravljena v polnosti soočiti s posledicami takega ločevanja. V nadaljevanju naj opozorim na 3 bistvene točke, na katerih se današnji trenutek razlikuje od časa pred 30 leti. Seveda je tudi danes mogoče reči in zapisati tako rekoč karkoli, prav tako je mogoče pridobiti katerokoli informacijo,
vendar spremlja vse namesto občutka prostosti izjemna napetost. Ta ni lastna samo slovenskemu prostoru. Kje so torej razlike in njihove korenine? Prvič, prva razlika izvira po mojem mnenju iz precenjevanja pripravljenosti struktur, ki so imele v Sloveniji, Jugoslaviji in srednji in vzhodni Evropi do leta 1990 v rokah škarje in platno na spremembe in demokratizacijo. Tukaj je bilo verjetno premalo upoštevano, da je šlo porušenje zidu strahu za večino prebivalstva z roko v roki s strahom vladajočih elit, da bodo ob oblast, monopole, privilegije, v skrajni možnosti celo ob svoj obstoj. Pod težo teh zase izrednih okoliščin so bile pripravljene sklepati kompromise na družbenem, političnem področju, tudi na področju vprašanj istovetnosti. Bolj ko je strah slabel, več energije so vlagale v ohranitev in obnovo svojih monopolov. V Sloveniji se je verjetno izredno negativno odrazila odločitev liberalnega dela nekdanjega Demosa, da leta 1992 vlado Lojzeta Peterleta pomaga zamenjati z vlado Janeza Drnovška, ki je bil ob Kučanu s svojim jugoslovanskim pedigrejem osrednji simbol dvoumnosti slovenskega prehoda. Na evropski ravni se za nazaj kot glavna težava kaže neuspela demokratizacija v Rusiji. Tudi tam so v letih okrog 1991 doživeli kratkotrajno obdobje prostosti, za katero je bilo značilno tudi za to državo še nekoliko manj kot za Slovenijo, značilno postavljanje komunistične preteklosti pod vprašaj. Nažalost je že v zgodnjem obdobju predsedovanja Borisa Jelcina, ki ga je pravčas prostosti naplavil na oblast, želja po obnovi imperija popolnoma zasenčila željo po demokraciji. Uveljavilo se je Danuncijevo načelo, da narod, ki ostaja svet, ne potrebuje notranje svobode. Resovjetizacija ruskega prostora je pod Putinom na to močno napredovala, vseskozi pa je kot nekak laboratorij zanjo delovala sosednja Belorusija, ki jo je v položaj države na preklic ob pomoči domačega diktatorja Aleksandra Lukašenke sicer spravil že Jelcin. Zatrtje demokratičnega gibanja v Belorusiji, za katero se je lani zdelo, da je ravno tako ujelo milostni trenutek prostosti, je potekalo in poteka povsem po sovjetoidnih notah, ki so pred 30 leti delovale kot na zgodovinski odpad vrženo strašilo. Okoli Vladimirja Putina pa nastaja nekakšna avtokratska internacionala. Saj je Putin ohranjanju svoje oblasti podredil celo širše geopolitične razmisleke in da bi zatrl demokratizacijske težnje v soseščini, vzel v zakup odmik generacij Ukrajincev in Gruzijcev, v perspektivi morda tudi Belorusov od Rusije. Nemoč evropskih demokracij v soočanju s to avtokratsko internacionalo in z oživljanjem sovjetizma je naravnost deprimirajoča. Na škandal pa meji navdušenje nekaterih evropskih konservativcev, tudi v Srednji Evropi, nad domnevno konzervativno revolucijo, ki jo od leta 2012 Putin izjemno uspešno trži. Pri tem večinoma popolnoma spregledajo, da je v ruskem primeru konzervativna pravoslavna fasada zgolj na hitro naslikana na trdne, sovjetoidne in nacional-bolševistične temelje, od katerih Putinov režim nikakor ne odstopa, saj so vsi njegovi poglavitni nosilci dediči sovjetske patriotične vzgoje, kot je to poimenoval sam predsednik. Drugič, druga razlika zadeva razmerje med Srednjo in Vzhodno Evropo. V času prostosti ni bilo dvoma, da predstavlja Zahodna Evropa svetilnik in ideal. Nam, otrokom, se je ta ideal prikazoval predvsem v igrač polnih trgovinah v Avstriji, kjer smo se počutili kot na drugem planetu. Odraslim v prostorih svobode, ki so bili na voljo tamkajšnjim ljudem. V demokratičnih evropskih državah in v ZDA smo hkrati gledali neomahljive zaveznike na poti v demokracijo in samostojnost. Za Slovence je začasno streznitev prinesel predvsem trg z evropsko trojko med pogajanji za Brionsko deklaracijo, zlasti z nizozemskim zunanjim ministrom Hansom van der Broekom.
A njihovo nerazumevanje je takrat še zasenčila podpora Nemčije in Avstrije, pa tudi hiter razpad federalnih struktur v Jugoslaviji jim ni dajal manevrskega prostora. Danes, 30 let pozneje, mnogi v Sloveniji in Srednji Evropi z nejevero zremo v vedno širši prepad med Zahodom in Vzhodom celine. Predsodki na obeh straneh so že zdavnaj zamenjali slogo, ki se je vsaj na zunaj kazala še ob širitvi Evropske unije. Za Slovence, ki smo navijali ali navijamo za ostrejši prelom s povojno komunistično preteklostjo, je zlasti težko razumljivo, da nastaja vtis, kot da bi nekateri predstavniki Evropske unije iz njenega najzahodnejšega krila mižali ob ohranjanju monopolov na podlagi povojnega obvladovanja srednjeevropskih družb, ali bi v njih celo sprevrženo gledali branike proti domnevni novi vzhodnoevropski avtoritarnosti. Še posebej težko je sprejeti, da je takšna miselnost drugače kot pred 30 leti, ko so bile razlike v pogledih posameznih evropskih političnih družin na razmere na vzhodu celine vendarle znatne, skoraj v celoti osvojila tudi zahodnoevropske konzervativne in krščansko-demokratske stranke. Tega bolečega preobrata v primerjavi s časom prostosti ni lahko pojasniti. Najprej je treba verjetno spet ugotoviti, da je Evropski vzhod v evforiji obdobja, ko je bilo mogoče vse, velikodušno spregledoval nekatera znamenja dokaj mlačne podpore za svoja demokratizacijska prizadevanja na Zahodu. Že takrat je bilo, kot danes, njihovo osrednje geslo stabilnost, ne glede na to, kdo jo je zagotavljal. Ideal je bil vzhod, s katerim bi se bilo potrebno čim manj ukvarjati, to pa so najbolj zagotavljali kar predstavniki po drugi svetovni vojni vladajočih sil, ki jih je zanimalo zgolj čim poprejšnje obvladovanje domače scene, na evropski sceni pa so včasih uspešno nastopali kot dediči razsvetljenske misli v svojih okoljih in kot protiutež okorelim domačim konzervativcem. Zdi se, da so bili slovenski postkomunisti v tem prepričevanju še posebej uspešni, čeprav se je med velike apostole liberalne demokracije prebil še kak bolj čudaški vzhodnoevropski lik, denimo Romun Jon Iliescu. Tukaj je vzhodnoevropskim postkomunistom šlo na roko več dejavnikov. Prvi je bil in je panični zahodnoevropski strah pred vnovičnim vznikom srednje- in vzhodnoevropskih nacionalizmov kot posledica časa svobode in poudarjanja skupnostnih istovetnosti. Vendar je bila podmena, da so sovjetoidni režimi povojnega obdobja in njihovi politični dediči zavirali te nacionalizme, v veliki meri napačna. Dovolj je pomisliti na Todorja Živkova ali Slobodana Miloševića. Drugi je bil, da so socialistične režime v srednji in vzhodnji Evropi, marsikje na Zahodu, zlasti v duhu gibanj iz leta 1968 in na podlagi pomankanja lastne izkušnje, dojemali kot nekakšno romantično alternativo svoji parlamentarni demokraciji. Tretji razlog, ki pojasni predvsem ravnanje sodobnih konzervativnih in krščansko-demokratskih strank na Zahodu, pa je v velikih premikih v zahodnoevropski politiki v zadnjih 15 letih. Za obdobje po drugi svetovni vojni je bilo za Zahodno Evropo značilno rodovitno ravnotežje med tistim zgodovinskim tokom, ki je prepisoval veliko vlogo krščanstvu, tudi tistemu v institucionalni obliki, in med tistim tokom, ki je nekako od velikih verskih vojn 16. in 17. stoletja v krščanstvu vse bolj gledal za Evropo zaviralno silo in je skušal njegov vpliv, vsaj od francoske revolucije, sistematično spodbijati. Ravnovesje je povzročilo, da nobena stran ni mogla zaiti v skrajnosti. Bistvena pri tem je bila številčna in tudi intelektualna moč konzervativnega pola v obdobju po letu 1945. To ravnovesje se je po letu 2000 dramatično porušilo. Tudi konzervativni pol je sčasoma pristal na vodilno vlogo socialno-liberalnih pogledov v družbi. Ta proces pa se na Zahodu seveda ni odvil, vsaj ne z enako silo. Tretjič. Bolj ko razmišljam, bolj se mi zdi, da je pravi izvor tega premika v tretji točki, ki loči leto 1991 in naš čas. Gre za vlogo katoliške cerkve.
Čas prostosti je v veliki meri in nespregledljivo sooblikovala Cerkev, oziroma še natančneje papež Janez Pavel II. Verjamem, da je njegovo vlogo v prepletanju znotraj cerkvenih tokov v času njegovega papeževanja težje enoznačno ovrednotiti. Je pa kot eden redkih papežev v zgodovini za svojo vizijo preoblikovanja Evrope zastavil vse in dejansko pomembno prispeval k osvoboditvi Evropskega vzhoda. Obenem je spodbujal zamisel o dveh pljučnih krilih, kar vključuje Rusijo, kot nujnem pogoju za to, da stara celina razvije vse potenciale. Danes bi bila seveda takšna posredniška figura med vzhodom in zahodom Evrope zelo potrebna, vendar je od katoliške cerkve verjetno ne kaže pričakovati. Sedanji pontifikat je v znamenju drugačnih prioritet, ki se precej ujemajo z zahodnoevropskimi pogledi. Odzivi na nekatere procese, recimo na ukrajinsko krizo, pa kažejo celo enako nerazumevanje Evropskega vzhoda, kot je značilno za politiko na zahodu Evropske unije. Seveda je vse to tudi posledica premikov, ki jih je doživljal najprej osrednji tok protestantizma, nato pa v zadnjih desetletjih tudi zahodnoevropsko katolištvo. Odmikanje od poudarjanja samostojne katoliške istovetnosti je šlo z roko v roki z liberalizacijo pogledov na mnoga družbena vprašanja. Zdi se, da je ta trend iz zahodnoevropske katoliške teologije postopoma prešel v katoliško bazo in od tam v konzervativno politiko. Sočasno je sedanji pontifikat še podčrtal pojav nekakšnega novega jožefinizma, ki se kaže na dveh ravneh. Prvič kot zmanjševanju razlik med oznanili uradne zahodnoevropske politike in zahodnoevropske hierarhije in drugič kot želja po čim večjem priličenju trendom v osrednjem zahodnoevropskem toku. Po drugi strani vzhodnoevropske krajevne cerkve še vedno vztrajajo pri močnem poudarjanju samostojne katoliške istovetnosti. Verjetneje je, da se bodo te razlike kratkoročno še poglabljale, kot da bi se zmanjševale. Ob koncu je kljub občutku, da je napetost na skoraj vseh področjih zamenjala prostost izpred 3 desetletij, vseeno potrebno izpostaviti znamenja upanja. Čas prostosti se lahko ponovi. Ključ je predvsem v vzpostavitvi večjega ravnotežja med Zahodom in Vzhodom znotraj Evropske unije, kjer bi bilo potrebno vzhodnim zgodbam iz časa prostosti in tamkajšnjemu cenjenju skupnostne istovetnosti, tako na posvetnem kot cerkvenem področju, posvetiti več pozornosti. Drugič bi bilo skoraj nujno vzpostaviti več ravnotežja med konzervativnim in liberalnim tokom v zahodnoevropski družbi in politiki. Zgledi iz druge polovice 19. stoletja, v avstrijskem kontekstu predvsem iz 60. in 70. let, kažejo, da je to mogoče. Glede na to, da je ta zadeva malo nekonvencionalna, bi jaz na tej točki zaključil in se zahvalil organizatorjem in možda tudi Bogu, da je omogočil ta nastop nadaljavo in žal mi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In svojim duhom. Dragi bratje in sestre, dobrodošli tukaj pri Marijina Višarja. Lepo pozdravljam gospoda nadškofa Stanislava, slovenske izseljevske duhovnike, ki so uspeli priti sem in tudi seveda vas vse, da smo se podali na to pot, po kateri so naši predniki hodili že več kot 600 let. Slike, ki nas obdajajo, nas spominjajo na našo zgodovino,
tu smo Božja cerkev, smo kot v barki, na suhem, medtem ko zunaj divjane urje. In pri Mariji vedno najdemo svoje zatočišče in svoj mir. Pa na začetku te svete daritve poglejmo v svoja srca in obžalujmo vse tisto, kar vanja v naša srca, v naše skupnosti in v našo državo, kar prinaša nemir, razdor, slabo voljo. Vse to obžalujmo na začetku te svete maše in da bomo tako s čistimi in s čistimi srci slavili in hvalili Boga. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega v mislih in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Predragi vsi bratje in sestre, dragi iskalci in romarji, spoštovani vsi sledilci besede in življenja. Upam, da naša srca osrečujoče utripajo. Vsekakor je v duhu stvarnika, ki vse kliče iz niča v bit, iz nebivanja v bivanje, da je srce samo in samo toliko srečno, kolikor se pridruži temu velikemu Božjemu dejanju, klicati življenju, posredovati življenje, živeti življenje v obilju in se v mističnem ter posebej poetskem zanosu zahvaljevati za udeleženost pri življenju. Iz teh svetih višav je po tem avtentičnem hrepenenju po življenju še bolj pomembno, predragi bratje in sestre. Še bolj pa je polno to naše hrepenenje, če v odkrivanju tudi zgodovinskih dogajanj okušamo, kako je sama mati življenja, devica iz Nazareta in v nebo vzeta gospodarica sveta, potrjevala svojo materinsko navzočnost na tem, recimo mirno razgledniku, med drugim tudi razgledniku treh Sloveniji. Vi, ki ste napeli vse moči, da bi tukaj okušali nezasluženi dar življenja, bodite tudi z moje strani prisrčno pozdravljeni. Kot vidite, tudi Beograd se pridružuje tej himni življenja. Vse vas podpira svojo molitvijo in svojim iskrenim blagoslovom. To smo storili že v molitvi rožnega venca. Vstopili smo torej, predragi romarji, v novi mesec,
mesec velike maše ali velikega šmarna ali Marinega vnebovzetja in tudi v mesec Marije kraljice nebes in zemlje. Zato upravičeno trdimo, da smo vstopili v Marijin mesec in to prav tu na Marijinem svetem mestu svetih višarjih. V njenem deviškem sijaju in ob njenem dobrohotnem materinskem objemu nam ne bo težko reči da. Evangelski da, da besedi, da življenju. Ob tolikem današnjem globaliziranem blebetanju, ob kričanju toliko medijev in toliko agresivnih glasovih, je zares prav osrečujoče tu na Višavah slišati samo nevsiljivo besedo. Besedo z veliko začetnico, torej besedo večnosti in samo nezaslišno učlovečeno besedo. Opazovanju tolike družbene destruktivnosti, ob tolikih elementarnih nesrečah, ob vesoljem sprehajanju in mutiranju virusov in plesu pandemije zares več kot užitek uživati kruh življenja, na kar smo bili po evangeliju povabljeni. Ta 18. nedelja v cerkvenem letu in pa bogoslužni zbor 3 Slovenij nas prav razkošno hranita. Hranita pa tudi močno sprašujeta. To naše zgodovinsko srečanje in pa naše poslušanje nadzgodovinske besede nas uvajata v globin življenja. Sprašujeta me, ali sem kot posameznik in kot del skupnosti zares na poti, ali sem zares romar. Žal nam je, da niso mogli vsi priti semkaj, da bi bili skupaj. Sprašujeta me, ali sem na poti rasti in iskanja vedno novih razgledov, vedno novih perspektiv in torej na poti vedno večje odgovornosti in na poti vedno večjega služenja besedi resnice in resnici življenja. Sprašujeta me, ali preklinjam pustinjo in nejevoljno godrnjam zaradi odhoda iz dežele sužnosti, iz nedežele greha, ali pa se nasprotno veselim možnosti, da se v tej naši težki zgodovinski pustini prekalim v voditeljevo obljubljeno deželo smisla, občestvenosti, v deželo Božjega ljudstva in zato v deželo blaženosti življenja. Večni klicar nas sprašuje, čemu me iščete? Kateri nagibi vas navdihujejo? Ali zato, da bi se samo telesno nasitili oziroma imeli materialno korist? Ali me iščete zato, ker bi radi bili vedno na strani družbeno močnih in politično izbranih? Ali me iščete samo zato, da bi bila zgodovina na vaši strani, ali pa, da bi zgodovino sami pisali zgolj s črnilom svojega lastnega srca? Kakor pravi danes apostol narodov, veliki sveti Pavel v 2. berilu, ne živite več v nečimernosti svojih misli. Ti, ki tako v nečimernosti živijo in mislijo, hočejo za vsako ceno prebuditi vso pozornost na sebe. Ne morejo sprejeti, če niso v središču. Namesto, da bi puščavo dojeli kot prostor spoznavanja,
spreobračanja in rasti. To pustinjo nenehno oskrunjajo svojim godrnjanjem, svojo jezo in svojimi protesti. Namesto da bi pot razumeli kot edini način služenja cilju in utrjevanja občestvenosti, rajši gledajo v preteklost. Gledajo na čebulo in lonec mesa, na deželo sužnosti in zato v deželo smrti, pa tudi v deželo neidentitete, torej v deželo nesvobode, neodgovornosti, strankarstva in razdelitev. Predragi bratje in sestre, romarji treh dežel. Prepričan sem, da živimo zares avtentični kairos, generalnega pregledovanja našega osebnega in občestvenega bitja. Ali smo, kot udeleženci treh Slovenij, ali smo iskalci ali ne? Ali je naše iskanje docela avtentično in torej docela prav motivirano za skupno dobro, za skupno blaginjo, ali pa iščemo sebe? Ali imamo moč, da vso našo preteklost pravilno dojamemo in da se v tej uri puščave znebimo duha sužnosti, duha enostranskega dojemanja življenja, samo enosmernega, samo zemeljskega, samo naše zgodovine. In s tem seveda enostransko sodimo, kaj je cilj in smisel našega življenja. Ta kairos nas sprašuje, ali smo torej samo ljudje besedičenja, prepiranja, prerekanja, godrnjanja, ali pa smo končno postali služabniki besede z veliko začetnico, torej služabniki celovitosti, služabniki edinosti in življenja. Tisti, ki se nenehno odločajo samo za negiranje, samo za godrnjanje, samo za brezupnost, se že, to je tudi filozofsko priznajmo, v temelju motijo. Na začetku vsega je beseda, je smisel, je cilj, je pot, je udejanjanja življenja in zato je življenje poezija. Vse tisto torej, kar nujno rojeva kontemplacijo, mistiko, zaročništvo in končno svadbo. Torej, to je dežela bivanja, dežela, v katero smo poklicani. Na začetku vsega torej ni nič, ni negacija, ni protest. Mi verujemo, da je na začetku Bogo človek Jezus Kristus, ki je en sam da Bogu, en sam da večnosti, en sam da tudi zgodovini, kot poti odrešenja. Glejte, bratje in sestre, tudi tisti, ki zanikajo Kristusa, besedo življenja in resnico življenja, vendar želijo imeti vedno polno mizo sadov njegovega rojstva in sadov njegove velike noči. Radi zanikajo izvir, a vendar pijejo vodo. Zanikajo osebo z veliko začetnico, vendar se obdajajo z njegovimi stvarmi, ki jih je on poklical iz nebivanja v bivanje. Zanikajo bivanje prvega, pa so povsod radi prvi, prioritetni, VIP, kot rečemo. Smejejo se veri, vendar želijo imeti vernike na svoji strani, v svoji stranki,
in pri svojih enosmernih programih. Prav zato, predragi bratje in sestre, smo verniki poklicani, da kolikor bolj verujemo, in zato smo romari, zato smo prišli semkaj, toliko bolj moramo biti tudi iskalci. Kolikor večje je naše veselje nad življenjem, toliko močnejše mora biti naše služenje skupnosti in občestvu. Kolikor bolj se stegujemo po prihodnosti, po absolutni prihodnosti, toliko sijajnejša mora biti naša navzočnost zdaj in tukaj v tej naši konkretni zgodovini. Tako bomo, upam, zanesljivo romarsko Marijini in višarsko trdni. Amen. Amen.
Dobar dan. Smo že tretja in četrta generacija potomci tistih Slovencev, ki so morali zapustiti domovino, da bi šli, kjer bi lahko hranjevali verske in slovenske vrednote. Močno domotožje je naše dede in pradede opogumilo, da so prav kmalu zgradili skupne slovenske domove, kjer so se srečevali in tako lahko hranjali slovenske navade in običaje, gojili kulturo in šport ter ustvarili slovenske osnovne in srednje šole. Tako sta se tudi ustanovila slovenski srednjošolski tečaj ravnatelja Marka Vajuka v Buenos Airesu in v Bariločah pa tremu sorodni tečaj dr. Vojka. Hvaležni smo profesorjem in učiteljem za vse netrudno, brezplačno in prostovoljno delo. Živimo v rodni domovini Argentini, hvaležno uživamo nje lepote, a smo tudi del skupnosti, ki ohranja in goji zaklad slovenstva, ter ga ponosno predaja iz roda v rod. To dvojno sprejmemo kot bogatstvo, ki smo se ga naučili ljubiti in spoštovati. Smo rast 49, ki je v izrednem letu 2020, prav ob 60-letnici ustanovitve tečaja, zaključila slovenski srednjošolski tečaj. Naš grb predstavlja srce. Drugačno srce, ni perfektno, ampak je sestavljeno z delčki srca, ki si ga je vsak od nas odtrgal in daroval za skupno srce. Vsak košček predstavlja to, kar si vsak od nas želi biti v bodočnosti. Zdaj, ko smo tu, je naše srce dokončano. Tukaj, ko smo skupaj doživljamo domovino naših prednikov, smo pridobili še sadni del, ki nam je zmanjkal. Končno je srce rasti 49 kompletno. Pripravili smo program, katerega vam danes predstavljamo. Vsebuje slovenske melodije ter tipične argentinske plese, malambo in polko, katera je nastala pod vplivom evropskih emigrantov in postala del argentinske severovzhodne kulture. S to predstavo vam želimo prikazati, da ohranjamo svoje korenine v dalji Argentini in da smo hvaležni ter veseli, da nas Slovenija sprejme in da posluša naši zgodovini. Naj velja v priznanje in poklon našim starim staršem in staršem. Rojeni smo pod Južnim križem, izpod Andov smo, a vdani s triglavsko krvjo. V naših srcih donijo melodije polk in valčkov, ki so nam bavice ob ziverki mrmljale.
Slovenija, zemlja naših dedov in pradedov si. Veliko smo se o tebi učili, kljub razdalji si nam bila vedno blizu. Ljubezni polno je našo mlado srce, tako do Argentine, kakor tudi od te domovine, kjer naše so korenine. Upamo in želimo, da boste uživali naš program, tako kot smo vam. Raz 49. Rojen klientov srednješolskega tečaja se vam predstavlja s ponosom na svoje korenine. Ponosni Argentinci, ki ljubimo Slovenijo zato, ker so nam to ljubezen posredovali naši stari starši. Njih spoštujemo in ljubimo. To je naše priznanje njim v pogled. Šumijo gozdovi domači i žito rumeno zori. Na polju prijazna pa lipa, oj lipa zelena diši. Na polju prijazna pa lipa, oj lipa zelena diši. Šel na planine, na strme vrhi, bom slišal zvoniti, zagorske zvoni, pa bom slišal zvoniti, zagorske zvoni, pa bom slišal zvoniti, zagorske zvoni. Čutim novo moč, som srtove pokopira, nova željna noć, ko zvornovi zapojo. Stare sklone nad zemljo i pobožajo zrako, svojo krapa odlanjo da začutim bistvo, ko zvorovi zapojo. Mamo in njata smo spraševali. Mama, povej, odkot v Argentino si prišla? Pravijo ti strankena, torej nisi tu doma. Iz Slovenije, otrok, z onkraj morja sem prišla. Daleč, bela je Ljubljana. Kjer bila, sem res doma. Nepozabno mesto Belo, sredi naše domovine, ljubi kraj moje mladosti, ki mi polni vse spomine. Mama, daj, povej mi, le zakaj zapustila si deželo, ki jo ljubiš še sedaj? Več kot domovina, pridna je prostost duha. Da živel v tej prostosti tudi ti, sem sem prišla. Vendar ne smeš pozabiti, da po babici še ti, rojen že pod južnim križem, popek naše si krvic. Ko boš ljubil Argentino, ljubi tudi nas takrat, našo zemljico slovensko, če imaš me vnuče brat. Veliko je bilo taborišče, 10.000 jih je sprejelo. Se še spomniš, pomisli nocoj na tiste večere. Preteklost je velika učiteljica. V dobrem času se spominjaj na slave, ki si jih preživel, da se ne prevzameš. In v slavi misli na to, da so še ljudje, ki trpe bolj kakor ti. To je velika modrost življenja. Brez prestanka proti jugu so selili se, rod za rodom. Selili, Hodili, vozili, Ljubili, Hodili trpeli in peli. molili, živeli, nihče ni potožil. Nihče žaloval. Po težkih naporih so našli svoj kraj. Zvesti so
in rodu. Sveti turine so v duhu pri njih. Po vojni smo spet sonce poiskali na nebu in zgradili domove. Tudi crkev, organizirali šole, družina se je večala. Nastajali so vasi v Lanusu in San Martinu, v Ramosu in Castellarju, na Seljam Moronu in San Pustu. Dva svetova sta, v tem drugem, brezmejnem, je vse drugače. Nepoznana drevesa, drugi ljudje. Biti iz doma je biti druje, a ne izgubljen. Imam svoj dom in boril sem si jo. Zdaj vem, kotiček mi ljub, moj slovenski dom v svetu. Zakaj naprej? Izkoreni svatinja, pozvana smiselna življenja. Ta izziv, to dediščino sem z garanjem krok prijel. Zato prihodnost verjetno zrem, veže na suh jutri.
sreju srca. Rojen Slovenec si. Jezik spoštuj, bodi ponosen, da naše krvi si.
Bivati u srcu drugega je srećevati se pod enim soncem, u različnih mislih, u jedini ljubezni. To smo sa tih naučili, to čutimo i ljubimo. Zato smo tu, zato ker ih obožujemo in spoštujemo.